Kako pogost klinični zaplet je sepsa? Vemo, da delate na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja, kjer so bolniki še posebno imunsko kompromitirani. Kakšne so vaše klinične izkušnje? Kar se sepse tiče, sepsa je lahko zaplet neke druge bolezni, lahko pa je seveda okužba in bolezen, za katero zboli posameznik v domačem okolju in je zaradi seveda te okužbe sprejet v bolnico. Sepsa je bolezen, ki bolnika življenjsko ogroža, je bolezen, ki vodi v prizadetost in odpoved organov in pogosto zahteva zdravljenje na oddelkih za intenzivno zdravljenje. Če govorimo o zapletih, se pravi o sepsi kot o zapletu, sepsa zapleta bolezni pogosteje pri starostnikih, ki so v bolnico sprejeti zaradi neke druge osnovne bolezni in se pri njih stane zaradi okužbe zaplete in ga dodatno življenjsko ogroža. Poleg starostnikov s kroničnimi boleznimi, kot so sladkorna bolezen, kronične pljučne bolezni, kronične srčne bolezni in podobno, je seveda pomemben dejavnik tveganja, ki povišuje verjetnost pojava sepse, oslabljena imunost. V današnjem sodobnem svetu se vse pogosteje srečujemo s posamezniki, katerih obrambna sposobnost je okrnjena, predvsem zaradi zdravljenja različnih bolezni. To so recimo rakave bolezni, zdravljenje z citostatiki, zdravljenje z glukokortikoidi, z različnimi biološkimi zdravili pomembno oslabi imunski status bolnika in seveda posledično lahko vodi v sepso kot zaplet. Zaplet oziroma sepsa se pogosto pojavlja pri bolnikih brez vranice in so še nekatera druga stanja, ki so tudi lahko vzrok tovrstnih zapletov. Na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja seveda je sepsa ena od zelo pogostih diagnoz. Tudi na intenzivnem oddelku naše klinike približno tretjino bolnikov sprejmemo naš oddelek zaradi sepse oziroma septičnega šoka, kar je težji oziroma najtežji potek bolezni in okužbe. Po drugi strani pa, če pogledamo še zdajšnjo resničnost, ki jo narekuje bolezen COVID, vemo pravzaprav, da bolniki, ki potrebujejo umetno predihavanje, so eni od tistih, ki so tovrstnemu zapletu bolj izpostavljeni. Se je v tem času, odkar živimo v tej novi resničnosti, že zgodilo in že prišlo do tovrstnega zapleta pri katerem od obolelih? Kar se tiče COVID-19 in sepse, tu seveda klinično gledano obstaja določeno prekrivanje. Namreč bolniki s COVID-om, s tem najtežjim potekom okužbe, imajo lahko podobne klinične znake, kot jih imajo bolniki z sepso. Tudi laboratorijski kazalci vnetja so lahko zelo visoki, saj nekateri od njih, ne vsi. Včasih je dejansko v klinični praksi težko ločiti COVID od zapleta, ki mu rečemo sepsa, in v praksi pogosto ukrepamo tako, da seveda bolnika ob vsem podpornem zdravljenju, ki ga bolnik z SARS-CoV-2 virusno okužbo potrebuje, dodatno zdravimo tudi z antibiotikom. Kar se tiče številk, pri kolikih bolnikih smo sepso, bolniki s COVID-19 smo sepso dejansko dokazali, lahko rečem, da v zelo redkih primerih, je pa res, da seveda tudi sicer sepse vedno mikrobiološko ne opredelimo. To mislim z neposrednim in zanesljivim dokazom sepse. Smo jih pa v visokem odstotku dejansko te bolnike s COVID-19, ki smo jih zdravili, vodili in jih zdravimo na našem oddelku za intenzivno zdravljenje, kot že rečeno, vsem podpornem zdravljenju zdravili tudi z antibiotiki zaradi suma na sistemsko bakterijsko okužbo. Klinično je včasih težko ti dve entiteti absolutno ločiti. Ni pa sepsa oziroma niso bakterijski zapleti, saj po izkušnjah, ki jih imamo do sedaj, zelo, zelo pogosti pri bolnikih s COVID-19. Morda bo prihodnost dala drugačne rezultate.
Morda še to vprašanje, kakšne pa so trenutno razmere na infekcijski kliniki, zlasti na oddelku za intenzivno nego, kajti vemo, da se je število okužb z novim koronavirusom ponovno začelo povečevati, številke pozitivnih testiranj se strmo vzpenjajo, čeprav se morda navidezno zdijo majhne, močno vplivajo tudi na stanje v bolnišnici. Dejansko stanje v naši slovenski družbi, kar se COVID-19 tiče, ni dobro, je zaskrbljujoče. Število bolnikov narašča, dejansko narašča, ne zelo strmo, pa vendarle narašča tudi število bolnikov SARS-CoV-2 virusno okužbo, ki potrebujejo zdravljenje na intenzivnem oddelku. Mi v tem trenutku, če govorimo o našem intenzivnem oddelku, še vedno delujemo na 2 lokacijah, se pravi zdravimo bolnike tako s COVID-19, kot bolnike z drugimi življenjsko nevarnimi okužbami, kot so sepsa že omenjena in še nekaterimi drugimi. Seveda, kaj bo v naslednjih dneh, tednih, težko natančno predvidevam, vendar lahko kar zanesljivo sklepamo, da bo potreba po intenzivnih COVID posteljah naraščala, skratka zaradi tega bo manj prostih postelj za oskrbo ne-COVID kritično bolnih posameznikov, ki se bodo zdravili pač po drugih intenzivnih oddelkih. In z gotovostjo lahko rečemo, da bo na stanje, kakršno bo nastalo v prihajajočem jesenskem in zimskem obdobju, vplival odnos precejšnjega števila slovenstva na zaščitne ukrepe, na priporočene zaščitne ukrepe. Vsekakor ta odnos sam ga osebno kar težko zastopim, da se v našem prostoru še vedno najdejo posamezniki, ki v bolezen ne verjamejo, ki ne verjamejo v zaščitne ukrepe. Nenazadnje v bistvu svoje pravice postavljajo pred pravice ostalih in zato imamo težave. In kolikor se ne bomo kot družba dejansko zresnili in ponovno stopili skupaj, čemur smo bili priča v prvem valu, bomo imeli težave, velike težave.